Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis z menoj nocoj, dolgo pričakovani eden in edini Miha Hercog. Pozdravljen. Živijo, Jule, živijo. Moram reči, da sem se dolgo ti želel imeti. A res? Ja. Hvala. Jaz te spremljam res vsak teden že, mislim, da od prve oddaje. To zelo poredko In tudi slišim. moja hčerka te zelo, zelo rada gleda. Zelo prijazno. Ja. In to so stvari, ki jih redko slišim. In ne veš, kako veliko mi to pomeni. No. Ne, resnično. Sem vesel, res. Ne dobim, ker edini odziv, ki ga človek, kot sem jaz, tako dobi, če gre brati te forume pa to. A ne, tega ne smeš, to ne smeš, sploh delati ne smeš tega. A ne, da ne. Ne, Bog ne daj. Kdo bo to bral? Ne, to ne smeš brati. Grdoba, pritlikavec. Zakaj? Ne, Pa tako prijazen, kot sem. uno je dal dol, to je dal... Ne, to ne smeš. Moram reči, da se s pridom spominjam, ko smo se nazadnje videla, snemali smo Kolo sreče, Ja. silvestrsko oddajo, Ja. nekaj let nazaj. Res je. In to je bilo v Budimpešti. In smo šli na predvečer, Igor Krmel, Ja. kolega voditelj Jutra, Smo šli na enega. pa Ne? ti pa jaz, ja, smo šli, kako bi rekel, na kulturni ogled Budimpešte nočne. Tako, iskali smo tak lokal, ki bi bil v nekem stilu madžarskem, a ne? Tako, ki bi še dišal po teh Ja. starih zadevah. Smo salutali največjo beznico. Največjo. In malo smo, ne vem, zakaj smo bili naslednji dan tako polomljeni. Saj smo vendar sok pili. A mislim, da smo ful dolg hodili. Tisti lokal ni bil blizu hotela. Točno, To je bilo res, krivo. Jaz nisem nog čutil glave. Kolagena nismo prevzeli, pa že moraš vzeti, ne vem, za ta športna udejstvovanja, veš. Pa tudi slabo mi je bilo. Ja, to je pa po moje bila tista voda v tem gostem soku, jagodnem. Ne. Imaš lepe spomine na tisto? Tisto snemanje se ni izkazalo za najboljše, ne? Imam lepe spomine, pa ne zaradi... Prav, a ti si zmagal? Jaz sem zmagal, sam sem pol na koncu zafrknil in še danes nam pozabil, nepričakovani zmagovalec je bila beseda. Pisem. Nepričakovani zmagovalec. Ja, prvorojenc na novega leta dan. Točno. Ja, ti si zmagal. Lepi spomini, no? Lepi. Vesel sem, da lahko danes nadaljujeva. Pred snemanjem si mi povedal, da si prejšnji vikend preživel nekje Na eni poti. na lepšem. Na lepšem, Kako ja. je izgledala ta pot, kje je to bilo? Ta pot je bila v centru Ljubljane. Okay. Tromostov je mestna hiša, taka lepa pot je. Okej. Levo, desno so štanti in sami vinari. Aha, se pravi, to je tiste sorte pot, ko greš 1 meter na uro. Tako, ja, če greš. Koliko metrov si ti naredil? V krogu sem se vrtel na istem mestu, tako da po moje ene 7 metrov. Ok. A večkrat preživiš vikende takole na poteh? Se zgodi, ja, se zgodi, da so takšne poti. Zdaj iz kakšnih znam pol iti dol, pri kakšnih se ne spomnim, da sem šel dol, ne? Ampak lej, važno, da je lep večer, lep dan, dobra družba, dobri sokovi. Okej. A ne, to je pomemben. Da se človek okrepča. Tako, in relaksira. Veš, ker v tem današnjem svetu poln napetosti to človek rab. Se popolnoma strinjam. Sam glavno, da se ti ne zgodi to, kar meni večkrat. Ko bi rekel, ko anticipiram takšne poti, grem prej v hotel, preventivno, a ne, da ne bi se slučajno kje znašel in potem, ko se ta pot konča, se zbudim v drugem hotelu, ker od vse utrujenosti nisem znal povedati, v katerem hotelu sem bukiran. Pa dobro, lej, če so te tudi tam v ta drugem veseli, to je to. So me, še posebej, ko dam kartico ven, ko je treba grehe plačati. Ja. Meni se pa zgodi, da taksi naročim, pa kad ja pride seveda z avtom, da itak da bom zelo kulturen tisti večer, seveda nisem, ne. Pol taksi naročim do doma in ko pridem do doma, ugotovim, da imam ključe v avtu. Tako da mu kar rečem, če lahko obrne. Bi rekel, da se imaš pod kontrolo kot človek. Ja. Si discipliniran. Rečva nekje na 3/4. 3/4? Ja. Okay. Znaš mešati zabavo z delom. Ja, to pa ja. Miha, ti si eden tistih ljudi, do katerih imam jaz izjemen rešpekt. Zakaj? Zaradi tega, ker so vsi poiskali znotraj področja, v katerem delujejo, ki je glasbeno področje pri tebi, oziroma lahko bi bilo tudi igralsko ali pa kaj podobne zadeve, v tujini. Ja. To je ena stvar, ki jih, se mi zdi, v naši državi ogromno ljudi poskusi, potem jim pa nekje zmanjka. In rečejo nič in nadaljujejo pot doma.
A nam je preveč lepo, da vsi ne speljejo nekega poskusa karijere v tujini? Ali v čem bi ti rekel, da je problem? Mislim, da je tle predvsem vztrajnost. Okay. Seveda, najprej moraš biti zadosti samozavesten, da veš, da tisto, kar delaš in ponujaš, da dosega neko kvaliteto. Mislim, da se dosti ljudi, ki tudi misli, da so ful dobri, pa jim noben noče povedati, da mogoče pa kakšen drug področje, ki bi bili fantastični v tistem, sem pač ta, pa glih ni ta. Ja. Ampak vztrajnost. Jaz sem rabil 6 let, da sem prišel sploh do pravih ljudi. Okay. V tej branži not, s tem, da teh 6 let je bilo pa v enih zastonjskih poskusov, pač stvari, ki so mi služile za referenco. Okay. Potem sem pa naletel na enega nemškega producenta, ki je letos že umrl, to je Jack White. On je naredil I've been looking for freedom, David Hasselhoff, če se spomniš. Seveda. No, on je avtor tega komada, pol je delal veliko komadov za Pol Enko, pa te podobne pevce. In jaz sem takrat njemu spet neko pismo poslal, demo posnetke, ker do zdaj, kar sem pošiljal do takrat, so si rekli, da ne iščejo pevca tacga profila. Sem rekel, jaz nisem pevc, jaz sem kompozitor, jaz iščem pevce, mislim, ponujam pesmi, ki bi jih drugi pevci peli. Okay. No, on je pa edini, ki je rekel, ja, me zanima, je tam pač nek pevc, nek beliga, rečemo temu, ampak mi je to spet služilo za referenco, da sem pa pol prišel do tega publisherja, s katerim pa zdaj že 10 let delam. Aha, se pravi, to je bil... Ja, ker gor ne moreš brez publisherja, te ni. V tujini. V tujini, seveda je v tujini, ja. Pri nas je, ti imaš kakšen komad, ja, imam. Ja. Pri nas smo vedno vsi, recimo temu, deklice za vse. Vse. Jaz vem, ker Saša takrat, ko sva delala Ne grem na kolena album. Ja. Midva sva, dobro, snemal je takrat Tuzon spote, Okay. ampak montaža spotov, produkcija komadov, oblikovanje CD-ja, oblikovanje barkode, to je bilo vse na nama. Midva sva samo dostavila fix and fertig projekt, zaslužila najmanj, prodal se dvojni platinasti nakladi, ampak to so bili začetki. Mislim, se naj jo založnik takrat vprašal, se strinjate s pogoji? Ok. Ampak a misliš, da bo kdaj pri nas to urejeno, te zadeve? Ker na vseh področjih se mi zdi, da smo še vedno 100 let za svetom. Govorimo o zabavništvu. Ja. Ne, nimamo nekega sistema, ki bi preprečeval, da bi do takih stvari, ko prišlo, da zdaj bo pa avtor vse naredil. Ja, veš kva, ne vem, mislim, jaz upam, da bo, ne. Sam je pa res, da smo tako nekako, na žalost, tudi zlobirani pri nas. Mislim, so tudi gor neki lobiji pa to, ampak vsem gor je to biznis. Gremo imena povedati, da jih požalimo. Ja. No, pa ta. Ja. Veš, pri nas je vsem tudi toliko, mislim, mi smo še toliko smo Balkan, ja. Da ker neki pač en komad daš ven, pa babi reče, to je bilo prej, a mi boš kupil ta CD, ja, kva je tam malo naredil, takrat je bil Partisan, kva je bilo, ja. Torrent, ta prvi dan, kad CD prišel, zripu, zapekel CD na lepo gor, sprintu, vitek na babi. Ona mu je dala 30 €, on je pa to za 5 € naredil, ne? Pa šel na gosti sok smetano. Ja. In dokler imamo še to mentaliteto, še v Nemčiji je, pa Avstrija, recimo Spotify, vsi imajo naročnino na Spotify, vsi plačujejo to. Ja. Pri nas jih zelo malo poznam, ki bi to uporabljali. Poleg tega do korone v Nemčiji so bile naklade albumov, jaz vem, Helene Fischer, Sašo ima komad gor, Andrea Berg. Helene Fischer je prodala, zdaj čakam, mislim, da 6-torno platinasto, da pride, 3 milijone plac je prodala. Okay. Andrea Berg, ki je druga neka najbolj popularna, za njo je prodala 700 ali 800 tavžent. Med korono se je to zginalo. Ja. Je tako je prodala 800 tavžent, naslednji album samo še 70. Se pravi, ta korona tlele malo naredila, veš, ker folk ni šel več v štacuno, ni CD-ja vzel, prelistal. Se pa prodaja gor pa megaboksi, to stane nekih 50-60 €. Megaboksa kaj? Je pa škatla taka lepa, not je CD. Ja. Merchandise, se pravi, okay. Majica, neki obeski zaključe, poster set. Okay. To pa oni radi kupujejo, ker so pa še zmeraj toliko pripadni, da podpirajo izvajalca. Ja. In vejo, da morajo nečesa služiti. Ne. To prav ni videti pri nas na tem področju. Pri nas pa, ne vem, mislim, pri nas tudi ni že urejen to, da se
nastopi beležijo in potem posledično prijavljajo na SAZAS in posledično tudi mi denar dobimo. Ne? Veš, gor je za to publisher zadolžen. Da vsaka pasja procesija, ki je, se da spisek komadov, se preveri, ali so bili res ti komadi izvajani in potem lahko mi na česa živimo, ne pri nas to kje. Se pravi, tvoje delo v tujini je komponiranje teh hitov. Tako, šlagerjev. Teh šlagerjev. Muzika. Mislim, oprosti, za moje pojme je to glasba, ki jo je najtežje narediti. Ker vedno rečem nekomu, ker sem tudi sam iz glasbenih izviram, rečem nekomu, ne vem, marsikdaj kdo frka nos nad to glasbo, pa si misli, to je pa to, pa tudi v klasičnem svetu je podobno, ne? So tudi neki, bi rekel, neki snobovski aspekti tega in jaz sem vedno rečem, oprostite, spomni si melodijo, ki jo bo žvižgal vsak, oziroma ki si jo bo nekdo vsak pel. Tako. Od kje misliš, da pride ta talent, ki ga imaš? Takšno melodijo se spomniti, ker to so, tukaj gre za nasledstvo velikih skladateljev. Mozart je v pismu očetu, oziroma nekomu napisal dan po premieri Figarove svadbe. Cel Dunaj žvižga arijo od Kerubina. Ja. Se pravi, je napisal šlager, je napisal hit. Ja, tako je napisal pesem, ki si jo večina ljudstva popeva. To je popevka. Ne vem, pri nas ima to neko zaničevalno konotacijo, ta zabavna glasba. In pravijo, se ne znate več delati take muzike, ki je bila Dan ljubezni, Elda Vilerja, ljubčki moj, to se šlager. Pa noben ne ve, da 3/4 teh komadov prired šlagerjev. Normalno. Nemških. Tako da, in to se nekdo spomne, sploh na kakšnih višjih medijskih inštancah, kjer so kakšni z nazivi, ki to povejo, ne, ker pač ni to 70-članski orkester zašpilo. In potem se to nekako ponižuje, ne, se prosperira alter bende, se prosperira vse razen zabavne glasbe, ki pa pač ima ker je pač ljudska, ki imajo folk radi. Zdaj le Saša dala pesem ven. Ja. Vsi pač pesem za zabavo. Okay. Lahko, ne težko besedilo, lahkotno, ki si ga lahko vsak pozvižgal. Ful komentarjev pozitivnih, pol je pač ena napisala, da je plehko, da je to samo za pijane veselice. Pa sem pol jaz, ker sem bil glih slučajno še v tej grupi noter, označen sem napisal, da se ni bila pesem mišljena za literarni nokturno, recimo, a ne. Pač za veselice mišljena, ne. Mislim. Ja, pa ni za državno proslavo. Ne, recimo ni, ne. Država, kje si, kam si šlo? Ne, pa še pri nas je to, a veš, bolj je nerazumljeno, to je art. Ker mi zdaj ne vemo, kaj je on hotel povedati, ampak je zikrat ful deep. Pa so pa še tisti, ki je pa res drek od arta, ki je pa edina, s čimer se brani umetnik, ti nisi dosti pameten, da to razumem. Ampak res je tako. Je tako in mene žalosti. Ena stvar, bi te še glede tega vprašal, ker me res zanima tvoj pogled na to, pojav hita, šlagerja, ki ga vsi pojejo. In neke druge popularne skladbe, ki je eno sezono, jo vsi pojejo, potem pa pade popularnost. Recimo, tale Gangnam Style. Gangnam Style je takrat, to je bil prvi spot, ki je imel čez milijardo. Tako. Ampak, a danes še kdo poje Gangnam Style? Zakaj misliš, da so eni hiti? A pa to po moje, če bo začela to odgovarjati, bova zapadla preveč glasbeno teoretično vodo. Zakaj so eni hiti, večni hiti, šlageri? Zakaj so pa eni hiti eno leto, dve, potem pa padejo? To je eno zanimivo vprašanje. To je zelo zanimivo. Zdaj, pri Gangnam Stylu je mogoče že to, da mi sploh pojma nimamo, čem poje. Mislim, večina folka, razen Korejcev. Lahko jaz pojem. Pač o tem poje. Ja, s tem, da bednik, zanč mi je nekdo rekel, da je ful deep besedil, da ima ful nek pomen. Družbeno kritično. Ja, lahko da je to. Pa tudi, ne vem, veš, melodije, tam je skozi eno in isto. Praktično, če se komad tista elektronka nažiga, radosti mogoče malo fali v teh komadih. Ker ti abo slišeš ali pa, ne vem, recimo Simply Red ali pa Rod Stewarta, ima neko, tudi če žalostinka,
ima upanje. Glih to sem hotel reči. Aba, Ja. če poje o razhodu, Ja. o bolečini, o trpljenju, imaš še zmeraj nasmešek. Ja. Solzne oči. To, ja, ampak ne, mogoče pa, bo pa vse bilo nekaj. Ne. Lepo. Težko je to razložiti pismo. Ampak. Zdaj si na Planetu kot, pa zdaj si že, tako bi rekli temu, poklicni komentator reality show. Reality show, ja. Družbenega eksperimenta. Družbenega eksperimenta. Prosim, to morava zelo poudariti. Ja. Sem dobil dopis, da se rebranda. Ja. To ni reality. Ne. To je družbeni eksperiment z eksperimentalnimi ljudmi, Tako. ki so podvrženi na družben eksperiment. Ja. Kako gledaš na reality show na splošno, sploh pa na oddajo, v kateri sodeluješ? Koncept te oddaje je meni ful všeč, zato ker, mislim, kakšni reality showi ala Big Brother so, pa sploh to, kar dole v Srbiji vrtijo, tisto, ne vem, ko je Farma. Zadruga. Kaj sem videl? Ja. Zadruga. Pa tudi imajo neke te, ki se kao poročajo. Pa tam je res tok na nespoštovanje človečnosti grejo. Prav samo zato, da se norca delajo iz ljudi, ki so pač mentalno niso glih najbolj zreli. No, mislim, se tu take iščejo, to so reveži. Ja. Ampak oni na tem delajo šov. Bi lahko rekel, da je delno zaslužen za ta element popularnosti cringe element. Ja, absolutno. Absolutno. Tudi imate malo rekel, tudi čist cringe. Okay. Tle pri poroki na prvi pogled se mi pa zdi, da je pa vsem probajo lepo prikazati, dobro se ne izide vedno, ne? Ja. Mislim, v večini primerov, ne? Ampak vsem pa tudi dati upanje starejšim ljudem, drugačnim ljudem, da se še da mogoče skuprijati. Pa da se da na nek normalen nivo, z neko normalno komunikacijo ali prijateljstvo ustvariti, ali pa da si saj, tudi če tle ne rata, da si še zmer upajo upati, da se lahko zaljubijo ali pa da lahko živijo neko življenje v dvoje. Tisto ostalo je pa vse namenjen sam, ne vem, šok element, cringe element. Cringe element, ker noben nima nič od tega. Dva se kregata, ta tret trpi zraven, ko se ona dva kregata. Ti si tudi, kako bi rekel, eden redkih, ki je po razhodu še vedno obdržal en zdrav odnos. Ja. In si kot, bi lahko rekel, ambasador nečesa, česar ni več prisotno. Se meni folk ful govori, kako sem jaz lahko prijatelj, ja, pa ljubčki moji. Otroka imava skup, s tem, da ti moraš po razhodu, če imaš otrok, če nimaš otrok, pa gre vsak svoj pot. Ja. Vse v redu. Če imaš otroka, otroci so tako zelo občutljivi, da moraš ti po razhodu še dvakrat bolj delati na razmerju. Nažalost je to tako redko, ker sem toliko prijateljev, ki se kregajo, ki se preko otrok svoj ego pucajo, da ne vejo pa, da otrok trpi. Ja. Ne, jaz bom na tem stališču ostala, pa ona bo na tem stališču ostala, nagaja preko otroka. Ne vem, jaz pa mislim, da je če ima vsaj malo pošlihtano glavno, moraš iti čez ego, sej pri nama tudi prvo let, ko smo šla na razen, sej pa sem šel jaz stran, pa je tudi obema ego špilo, ne. A veš, Saši absolutno ja, ker je bila prizadeta, ranjena, žalostna in je pol naredila kakšno potezo, da je mene prizadela, kar je to čist razumljivo, da je naredila. Seveda, moj prvi impuls je bil ego, se je vžgal na polno. Ampak si rečeš, daj, zadihi pa razmisel, boš drug dan v tem razmišljal, ne. In se vidi, da je to zelo, zelo, zelo pomembno, sploh v današnji družbi, ki je že sama družba taka, da te nekako označijo za nekoga, pa sploh pa otroke, veš, v šoli. Vse vem, kako smo bili mi v šolo hodili. Ja. Mislim, mene še danes grozen, ko vemo, kako smo kakšne punce ali pa fante hecali, ne. Ja. Pa tudi vem, kakšne posledice so bile pol pri kakšnih. Jaz ne vem, iz kje to črpaš, ker jaz sem tako ognjevit človek, da če se tazga po moje ne bi bil sposoben. Sej je težko, ampak mislim danes. Ja. Mislim, Saša je napol terapeutka moja, pri mojih ljubezenskih težavah. Ja. Imaš veliko ljubezenskih težav. So kakšne. Kako pa ti definiraš ljubezensko težavo, ker moram reči, da nisi človek, ki bi te na kakršen način sploh povezoval z besedo težava. Iskreno povedano. Ja, veš kva, na notu sen... Pogledaš mene pa rečeš, ok, ta človek je problem. Ne, meni se ne zdi, da je problem. Je. Ampak pogledaš tebe, kako pa pride do ljubezenskega problema pri tebi, če lahko s tem zaključiva? Veš kaj, mogoče imam jaz nek vzorc, ki zmeri nam tja,
kamor vem, da mogoče ne bi bilo glih najboljš, dokler na uni strani ni glih vse najboljš. Okay. To se mi je že parkrat zgodilo. Dobro. Pa se pa zgodi, da tisto, kar misliš, da bo nekaj tako mal površinskega, ne rata površinskega, začne biti globje. Ne? Pol se druga stran malo odmakne, Ja. jaz se pa ne bi glih odmaknil. Ne? Okay. In so malo temi ostala. Ja. To je romantika. To je znak, da smo pretekli čas. Zapirajo. Zapirajo, ven ne mečejo. Delavci. Lahko eno rundo še. Rundo bova še Ja. za odrju. Ja. Tako da, veš, vsi smo pa sami ljudje, tudi mene stvari prizadanejo, kdaj no pa. Veš, Mihaj, sem neizmerno užival v tem. Bi se še pogovarjal naprej. enako. Res si Po vrhunski oglasih. sogovornik, res. Hvala ti, da si vzel čas, Z veseljem. da smo lahko malo spregovorili, pa upam, da prideš še. Zdaj bom začel goste ponavljati. Ja, Tako, najbolj bilo, če že naslednji teden. Lahko komod. Najlepša hvala. Hvala tebi. Želim ti srečno pri karieri in pri Tu te pa še veliko ful dobrih knjig. najlepša hvala. Pa čim manj ljubezenskih težav. Probam. To pa želim nam vsem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.